Glejte, tukaj imajo tole lušno kužiko in gledam jaz, kaj se je naredilo. Slišim en jok in vidim, da ima mlade. Glejte, glidenec ga je skotila. Sploh ne vem, kaj lahko naredim. Boga reva. Takole je videti podnev, tale moja nastanitev od zunaj. Kaj ta bogi kuža dela s tem mladem? Kuža. Joj, sploh ne vem, kaj ne naredim. Ne vem, kaj mu dela. Pust reveža primer, ne? Glejte mladega. Glejte. Kaj je s teboj? Sploh ne vem, kaj je s to. Pa to čudno, da ima samo enega. Ker ne moram to gledati. Evo, tle imam avto parkiran. Zdaj se grem pa malo sprehoditi, da vidim spremembo pred 32 letem, ko sem prvič tukaj bil, pa tukaj sem bil tudi pred 13 letem. Me prav zanima. Imam občutek, da ne bom zadovoljen, da je bilo boljše takrat. Drugače sem si tle v Kapadokiji hotel rezervirati točno tale hotel, ki ima gor na vrh teraso in je ful najbrž dober zajtrk imeti na taki terasi, ki pa nekje noter, sicer še nisem bil na zajtrku, tako da ne vem, kako bo. Sem en dan prej ga gledal, je bil še frej, včeraj, ko sem potem dopoldne pa rezerviral, ga pa ni bil več frej, tako da sem pol mogel pa tega, ki ga imam. Moram pa reči, da niti ni bila neka zelo velika zbira hotelov, mogoče so bili zasedeni, ker je čez vikend, ne vem, no drugače pa ulica zgleda tako. Vse te glavne zadeve, se pravi, tole, ki so te stožci, ali kako bi temu rekel, so pa tle vidim na levi strani. Pa zdaj se moram jaz tole še malo znajdeti. Ne vem točno, kje sem. Kaj so lepi konjički? Konjiček. 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 Ko si lep, glejte tam še eden. Lepo si lepi. Popolnoma sem navdušen. Šel sem sam na kratek jutranji sprehod. Pa glejte, tole je slab kilometer od mojega hotela. Glejte, glejte. No, jaz sem se že odločil, da bom tukaj en dan podaljšal, ker tole je pa toliko fantastičen kraj in če najdeš neko tako zadevo 500 metrov, ne, ali pa slab kilometer stran od svojega hotela, kaj tukaj še vse more biti. Sicer, glede na to, da sem že tretjič v Kapadokiji, vem malo, kaj vse je še tukaj, ampak po mojem veliko pa še, glejte to. Glejte, to je neverjetno. Glejte, me zanima, ne? Vidite tole pred mano, ne? Tukaj so, tamle noter so živeli ljudje. Mene zdaj najbolj zanima, če se da to prideti noter. Vidite, to pred menoj. Pa glejte, tale tudi desno. Po mojem se da. Jaz moram zdaj to takoj preveriti. Čeprav zajtrk bom zamudil, ampak mi v končni fazi čisto sen. Drugače pa ne boste verjeli. Veste, kaj se mi je naredilo? Lačen nisem. Želodcu se hrana zagravžala, oziroma ne vem, kaj ne rečem. Verjetno je to problem, ker sem vsak dan pojel več kot pol kile oliv in je želodec malo rekel, preveč je teh oliv. Tako da včeraj sploh nisem bil lačen, nisem nič poleg zajtrka jedel.
Zdajle pa sploh nisem lačen, kar je seveda fino, ker res imam kil preveč, ne premalo. Sem ravno kar rekel, da mi jaz ne paše. Evo, sem pa najdel tukaj grozdje. Lejte ga, sicer ga ni velik, sem pa kaj kakšen takle grozdek. To mi pa ful paše, lep, hladen, tako da sem pa tega malo križal. Lejte, drugače pa kaj sem tamle opazil, lejte tamle oken gor. Me zanima, če se da gor prideti. Mislim, noro to. Fantazija. Samo to lahko rečem. Fantazija. Lejte, tle je zdaj pa vhod. Zdaj je tako preštimano, da ljudje hodijo noter, tako da grem tudi jaz. Da vidimo. To bo moglo biti ful zanimivo. Ne, v takem so ljudje včasih živeli. Glejte. Wow. Super. Tle bojo zdaj tista okna, ki sem jih videl. Ja, iz one druge strani. Glejte, kako je to visok zdaj. Glejte. Zelo interesantno, da vidimo, če to še kam pele. Tamle, kaj gre tukaj na desno, če so mogoče to kako v nadstropjih. Ne, tukaj je konc. Konc je. Fantastično tole. Glejte, kakšne zgradbe bi človek rekel. Glejte, tale je zanimiva. Čist preluknjena, gremo pa malo pogledat v te rove, če se da kaj videti, kam se da prideti, kako globoko se da prideti. Mene predvsem zanima, če se da kam visok prideti. Vidimo, gremo najprej tlele probati. So bili zanimivo. Škoda, nimam luči. Fantastično narejeno. Sicer to se malo uničuje, ko puščajo ljudi noter, ampak tako pač je. Pa vidite, tle flaše puščajo. To je žalostno, ne. Evo, takole so ljudje noter bili. Vidite, tudi tle plastenke, ne. Mislim, kako mora tu človek tle pustiti, to ne moreš verjeti. Saj jaz ne razumem. Zgleda pa, da se višji ne da prideti. Mogoče so z druge strani vhodi, drugače pa fantastično tole, kamorkoli pogledaš, je lepo, zanimivo, lejte. Res, samo wow, lahko rečeš. Sem šel na en Adana kebab, sicer ura je okoli poldne, nimam pa v hotelu zajtrka. Sem bil prepričan, da je vključen, pa ni bil vključen, pa jaz sem narobe videl, oziroma nisem videl, bil sem prepričan, da je, tako da zdaj sem si šel pa pol pakani zajtrka, pa tole prvoščet bo malo spremembe, zgleda zelo dober, drugače pa tole košta 5 evrov. Drugače je druge to cenejš, ampak tukaj je Kapadokija, pa je le vse skup malo dražje, pa tole zelo lep lokalček.
Včasih mi gre v kakšni restavraciji na živce, ker so ful glasni ljudje. Običajno so to kakšni Italijani, ampak povem vam, ne moreš Italijanov primerjati s Kitajcem. To je pa res groza. To popijejo drug čez drugega, letajo, kar malo se vate zaletavajo. V glavnem, če boste kje kakšne glasne Italijane slišali, nič ni to hudega, samo pazite, da ne boste Kitajcu, so pa res grozni. Zdajle sem po malcu v teli super restavraciji, res je bilo dober, goodbye. Edete, tole zanimivo, ko neke lepinje. V glavnem, bilo je zelo dober. Sem tukaj v centru kraja Gorome. Precej turistično vse skupaj. Je pa drugač, bom rekel, skoraj kamorkoli pogledaš izven mesta, lepo, te kamniti stožci. V glavnem je ta Kapadokija nekaj posebenega. Jaz sem šel zdaj že zjutraj, sem se malo okoli sprehodil. Zdajle sem šel nekaj pojest, zdajle se pa grem v hotel preobut, ker sem v teh športnih copatih in moram merelke obut, ker bojo za te pohodništvo bolj primerne. Glejte tole, kaj to lepo tle, če vidite te stožce. Vsej človek ne vem, kam bi se podal, ker je toliko tega. Tako da no, tole res zdajle komaj čakam, da grem v akcijo in do večera ne pridem nazaj v hotel. Lejte našo lepotičko, ki ima 3 mlade, lejte. Lejte, kako so lepi. Ne, 4. Je lepotica. Čudovito se je sprehajati le po kraju Gorome. Sam malo se sprehodiš, pa vidiš toliko zanimivih stvari. Tukaj najboljše vam težko pokažem, ker bi mogel kamero glih proti soncu obrniti. Lejte tole tukaj gor, kako so lepe sobe. Res fantastično. Potem poglejte en tak super restauracijo na strehi. Lejte. Fenomenalno za punco peljati na zmenek. Pa lejte, to še ni vse. Lejte, tukaj boste videli kakšen dober razgled. Vidite, tudi tole rečemo, to je verjeten hotelček oziroma vrt. Lejte, kako ima lepo urejeno tukaj noter. To vdajajo sobe, no in potem lejte tudi tukajle. No, najbolj je meni pa to zanimivo tukajle, ker vidite okna noter v skali. Pred 32 letem, ko sva z bratom bila tukaj, sva ravno tukaj nekje spala, ampak ne najdem se, ne spomnim, je bilo toliko drugače. Tukaj vam bom zdaj pokazal par zelo zanimivih namestitev. Tukaj nekje, po mojem, so bila z mojim bratom pred 32 leti. Lejte, kaj ima je to hudo dober. Lejte, tale noter, lejte, čist v skali. Pa tale, lejte. No, tukaj, lejte, tudi zelo lep vrt. Res fantastično. Tamle gor vidite terase na strehi. Kaj mora biti dober tam gor, da imaš zajtrk, pa gledaš dol na mesto. Tole sem šel v enem čudovitem predelu, lejte,
kakšne stavbice, kako vse čudovito, lepo. Ne moreš verjeti. Glejte to. Neverjetno. Kakšne lepe hiše. Pa seveda to tudi naredi svoje teli stožci kamniti. Tamle gor na vrh vidim velik. Aha, tle treba karto kupiti. Evo, tle sem mogel vstopnino plačati. Ni sicer bila velika. 3 lire, koliko je tu? Tu sem 30 centov. Ja, 30 centov je bilo vstopnina, da sem šel semle noter. Prideš pa sem gor, to je glih to, kar sem jaz rekel, da bi rad prišel. Wow, lejte, kakšne hiške noro dobre, lejte. Res sem stoj pa glej. Kakšen hud razgled. Lejte, kako je to lepo, zanimivo. Ne vem, kaj bi človek rekel. Res noro. Lejte, tukaj dol spodaj te terase, hotelčkov. Res lepo. To je pa zdaj razgled na drugo stran. Tukaj pa popolnoma nenaseljeno, ampak gledajte, tudi zanimivo. Mislim, tole bi se bilo čisto vse zanimivo sprehoditi peš. Lejte, tamle naprej, ko vidim, lejte, čisto v centru, so ful to, ko so včasih ljudje živeli, vidiš to preluknjene te stožce. Res, noro lepo. Kamor greš, so čudovite razgledne točke. Lejte, se pa spomnim tele doline, ki se kele naprej še nadaljuje. To dolino sva pa z bratom pred 32 letem prehodila. Sva šla gor po njej, bom rekel, kar 1-2 ure sva hodila. Spomnim se, so bili neki vinogradi vmes, pa tako, v bistvu se kar detajlno spomnim. No, jaz bi pa zdaj rad tukaj le dol prišel, da pridem tjele, lejte, na unole stran, tamle, ko so tiste avtomobili parkiran, gre ena pot, pa bom šel tam peš, pa bi nekako pol tamle šel po vrhu, pa da en tak krog zanimiv naredim. Poglej, kakšen zanimiv lokalček. Pa gor pol ta skala, res hudo za videti. Hodim sicer po eni škarpi, moram paziti, da ne bom pol. Sem mogel iti malo višji, zato da se bolj vidi. Evo, drugače pa fantastičen tale lokalček. Še ena razgledna točka, se ne vem katera že. Glejte, kaj je to dober. Wow. Na tale kamen bi šel mogoče. Vidim, če bo šlo. Z mojim mirelkam se vse da. Wow. Wow, lejte to. Lejte. Noro lepo. Zdaj se pa tlele usedem, pa bom kar 1,5 ure sedel pa gledal dalje. Res, tukaj je film. Tukaj sem si malo sadja kupil, malo grozdja, malo thank you, malo grozdja, malo tele nektarine, pa da bo malo za danes. Tukaj sem si malo sadja kupil, malo grozdja, malo thank you, malo grozdja, malo tele nektarine, pa da bo malo za danes.